Zdaj veliko vprašanj, ki sem jih jaz dobival, nevezanih na ta pogovor na splošno na Instagramu, so te altcoini, katere altcoine priporočamo in podobno. Ne? Mi smo se to že nekako zavestno odločili, da o tem ne bomo govorili, ker ni toliko smiselno. Veliko bolj je uporaben ta pogovor na dolgi rok, jaz mislim, za enega posameznika. Ampak je pa, vsem bi se dotaknil Ethereuma. Ne? Gre za drugi največji kako bi rekel, network, blockchain network. Ja, projekt, ne. In predčasno so predlagali spremembo tega, se pravi, oni ne bi bili radi na proof of work, ampak proof of stake. Mogoče lahko to malo razložimo, pa bi jaz malo o Ethereumu rad govoril. Ja, zdaj tako. Se pravi, proof of work, kot smo rekli, je dokaži, da si opravil nekaj, ne? Ampak dokaži, da je v ozadju nek tvoj napor, ki načeloma ne bi bil pošten in boš za to pač nagrajen. Ne? Proof of stake na drugi strani pa reče, ja, mogoče tudi oni bi argumentirali, da je to energetsko potratno in tako naprej. Dajmo to, da mi lahko vzdržujemo omrežje, daj ti to da ti to hočeš početi, dokažiš s tem, da daš nek svoj vložek, stake v to. Ne? Se pravi, zakleni določen del svojega kapitala, zato da ti v bistvu nam pokažeš, da si ne vem, kako bi zatrgal, da si srcem tukaj noter, ne? Verodostojen. Da si verodostojen. Trustworthy, ker lahko zgubiš nekaj. Tako, ja. Ja. Se pravi, ti boš v bistvu te transakcije potreboval s tem, da zakleneš del svojega premoženja sem noter. Zdaj jaz bi šel sam iz druge strani, ne, pač se pravi tudi proof of work ni dokaži, ne, pač sam algoritem oziroma dogovor, kako bomo potrjevali transakcije, pač je tak, ne, kar pomeni, da potrjevalci transakcij morajo narediti to, se pravi predložiti isto številko. Ne, medtem, ko v proof of stake pač ne predložijo številke, ampak predložijo njihov guess, to se pravi, kaj oni mislijo, da je ta pravo stanje transakcij. Ne? In zdaj, če je dovolj ljudi, ki imajo nek stake, ne, pač, to se pravi, se strinja s tem, doseže konsens, je ta blok transakcij potrjen. Če pa nekdo goljufal, je pa kaznovan za to. Ne? Ja. Zdaj, tukaj moramo mogoče sam to reči, da je to zdaj središče, kako dosežemo konsens v omrežju. To, no. Ne mogoče iz tega, da dokaže, da si naredil delo, ne, spet lahko se nam je posrečil, ne, ampak kako omrežje doseže konsens nad finalnostjo transakcij. Tako, nad stanjem. Ja. Kako so deležniki motivirani, da pravilno sporočajo? Zdaj, to, kako je odgovor, kakšna je nagrada. Zdaj, da pravilno, ne? Ja, pa klemajo kazen, ne? Pri Bitcoinu je še en problem, pa tudi pri Ethereumu, ne? Nek potrjevalec lahko da v blok transakcijo, ki je neveljavna. Ampak jo bojo a priori že vsa vozlišča, vsi Bitcoin core programi jo bojo zavrnili, ker pač to ne gre. Ne? Tako da je že na tem nivoju varovalka, da nekdo ne bo mogel goljufati. To se pravi, tukaj se gre samo, kako bomo veljaven set transakcij potrdili. Se pravi, na eni strani s tem, da bomo iskali to naključno številko, ki imamo neko formulo, da vemo, kaj je ta prava rešitev. Na drugi strani pa, da ti rečeš v redu, jaz pa recimo sem pripravljen se pravi, zastaviti neko količino Ethereuma, ne, zato, da lahko to delam, pač, da se odločam, ali je nek blok transakcij, ki vemo, da so legalne, ne, to se pravi, da naslov, iz katerega pride denar, ima tok denarja, ne, da je ta seznam transakcij, ne, s katerim se hočemo vsi zdaj strinjati, ne, da je sam ta proces drugačen. Ne.
To se pravi, je mogoče, je v bistvu finančen na isti način, kot je pač proof of work, torej vsi so motivirani za profit še vedno, torej s tem, ko tudi te, ki zastavijo Ethereume in pravilno napovejo, dobijo neko nagrado za to svoje delo. Tako da finančen incentiv, finančna spodbuda je enaka, ampak tle je še kazen zraven. Pa hitreje je, ne? Ker ne rabiš v bistvu na silo ustavljati omrežja na 10 minut. Ne? Kako to misliš, da ga ustavljaš? Moraš ga ustavljati. Pri stake govorim. Tako. Ti moraš definirati zdaj neko obdobje, kdaj se glasuje. Settlement v bistvu. Ne, pač ti moraš imeti zdaj neko obdobje. Vsako minuto, lahko je vsakih 30 sekund. Samo mora biti vsako. Vsi, ki to delajo, se morajo dogovoriti za to periodo. Medtem, ko pri Bitcoinu je to arbitrarno, je to vse. Ok, razumem, ja. Okay. Tako da mogoče zdaj to ne predstavlja nobenega problema, kako bomo mi zdaj nakazovali, ampak tehnični problem, kako to sprogramirati v ta program, je pa zelo težji. No? Mislim, pač jaz bi rekel, da dodaja nepotrebno kompleksnost. Se pravi, ti nisi niti toliko všeč ta rešitev? Ne. Pač ne tehnično, ne ekonomsko. Ne. Aha, okay. Pa jaz bom povedal še en razlog, zakaj to mogoče ni dobro. Moramo vedeti, da Ethereum je nastal z izdajo v bistvu etrov. Ti si v bistvu na začetku, je bil pač nek white paper in je mogel te ljudi prepričati, da so v bistvu oni to, da so investirali v to. No in takrat potem je bila ta izdaja teh kovancov, tokenov, etrov. In takrat so tisti, pač ujeli so nek zgodovinski moment, kjer si lahko ti prišel do zelo velike količine teh kovancov. In kaj je v bistvu zdaj tvoj interes, če imaš ti veliko teh kovancov, da nekaj služiš z njimi? Ja, v bistvu je tvoj interes, da bi bil proof of stake, zato ker večji ta pot, kot imaš, večji v bistvu si nek validator. Ker pri Bitcoinu si pa ti mogel, v bistvu moraš pa pri proof of worku moraš pa ti investirati v opremo. Moraš investirati v fizično. Tako. In ta geneza v bistvu, Bitcoin versus Ethereum, je v bistvu proof of work je bolj. Ja, sej jaz vem, da pol proti argument je ta oboroževalna vojna, ki hočeš čim prej priti do čim večje računske moči. To je pol slabost tega, ampak na začetku, a veš, si vsem je pač permissionless. Ti lahko pač na začetku si lahko povezal svoj laptop in si to podprl. No, sam jaz se tukaj ne bi strinjal, da so imeli priložnost pač posamezniki velik kup Ethereuma dobiti. Pač to priložnost smo imeli vsi. Zdaj v Bitcoinu tudi. To je zelo tako. Jaz se mogoče ne strinjam s tem delom. Priložnost bi imeli, če bi vsem to najavili. Ja, vem, sem se Bitcoina tudi 2010. Vem, ampak veš, meni je ta argument, to priložnost smo imeli vsi, nismo imeli. Pač imel si jo, če si imel srečo, da si imel te informacije. Za Bitcoin je isto. Za Bitcoin je isto, se pravim. Zato ni ja, vem, kaj hočeš reči. Jaz pa hočem samo reči, da Ethereum je imel pa še izdajo pač teh, ki so naredili Ethereum, so si pač nek delež kovancov vzeli. Ja. Tako da mene najbolj ta del mot. Pač to, da je nekdo Bitcoine dal, da je investiral, pa je dobil zameno za Ethereum, to mene načeloma ne mot. Ampak zaradi tega, ker incentiv je čisto isti v Bitcoinu. Tisti, ki so na začetku minali in si nagrebali zelo velike količine, njihov interes bi bil tudi v proof of stake it, pa niso šli. Ja, to ni razlike med tema dvema. Ja, tako da pač ta argument se meni zdi v redu. Odvisen, kako pogledaš, to gibanje cene, kako hitro je ta cena zrasla, enega kovanca. No,
če gremo No, je kompleksno. No. Sam hotel sem malo to... Malo si hotel Ethereum. Ja. Ne, mene je bolj to, pač recimo, če tiskaj spremljal ta razvoj te nadgradnje v Ethereumu, pač to se je zmeraj odlašal. Zdaj, nikoli se analiza je zelo kompleksna, da bi pogruntil, zakaj se je to odlašalo, ampak pač moja teorija je ta, da pač Vitalik, torej idejni vodja Ethereum projekta, je v bistvu simuliral, kaj se bo z omrežjem zgodil, potem, ko bojo oni prišli na proof of stake. In verjetno ni bil zadovoljen z rezultati. In to je, kakšna bo porazdelitev Ethereuma, ne vem, čez 50 let, čez 100 let. No, in pač jaz mislim, da ta sistem vodi v centralizacijo. Torej, trenutno trenutno stanje je, da je Ethereum bolj decentraliziran kot Bitcoin. Torej, več imaš različnih potrjevalcev, ampak ni nujno, da bo čez 100 let še vedno tako. No? To je zanimiv izraz, ki se oba strinjata z njim, da je bolj decentraliziran kot Bitcoin. Torej, a lahko to malo razložite mi? Ja, to je pa zato, ker Ethereum lahko še vedno v veliki meri rudariš z grafičnimi karticami. In je ta investicija, a veš, ima čisto drugačne zakonitosti, ker, a veš, če hočeš ti danes, recimo, če bi mi vzeli današnji dan in rečemo, ok, imamo full kapitala, gremo si izbrati eno omrežje, s katerim bomo služili, kot potrjevalci, s proof of workom, če hočemo videti Bitcoin, moramo nabaviti asike, moramo neko lokacijo najdeti. Kaj s čem se ne strinjaš? Moramo nabaviti asike. Ja, moramo jih. Ja. To je, moraš jih. Ja. Nisi konkurenčen, če bi ti rekel, bomo z grafičnimi karticami. Ampak moraš risk noter upoštevati tega, a se greš z asiki, ker to ni samo jutr bom delal. Ja, to je pač neka... Ja, to moraš ampak okej. Mogoče je Andrej hotel sam to reči, da je barrier of entry je velik. Tako višji. In to, če enačimo iz trenutnim sistemom, katere panoge imajo zelo velik barrier of entry, finančni sistem, pač za upravljanje denar rabaš imeti ne vem, kakšne VC. No in to načeloma v družbi ni dobro, ker nas spodbuja tistih inovacij, ki smo na začetku govorili. Tako da iz tega vidika je meni Ethereum pač koncept trenutno bolj všeč, ampak to je samo zaradi cene. Ja. Mislim, z rudarjenjem, s tem, da ti daješ svojo računsko moč, pa da dobivaš Bitcoin z grafično kartico, v bistvu lahko narediš na NiceHashu. To je v bistvu sistem, ampak tam... Plug. Ne, pač... Mislim, da drugega sistema, mislim, da druge storitve ni, kjer bi ti lahko z tem, da daš računsko moč grafične kartice in da bi dobil Bitcoin, ampak pri NiceHashu ti ne rudariš Bitcoina, ti pač prodajaš računsko moč, ki se potem uporabi za karkoli. No, sam torej ima tisti, ki kupi to računsko moč, valutno tveganje, ker on bo nadaril drugo valuto, to je trg. On dobi Bitcoin. Sej. Torej, tisti, ki kupi valutno tveganje, zaradi tega, ker je kupil, bo on drugo valuto rudaril, plača z Bitcoinom, rodari nekaj drugega, dobi pa plačan spet v Bitcoin. Ne, dobi plačan... Kot usmer na pol. Tako. Ok, razumem. Ja. Se upravičujem, ker sem malo zašustru sceno, ampak vsem bi klej malo ostal na tej decentralizaciji Ethereuma. Ja. Kolikor jaz razumem decentralizacijo, vidva ste tako zelo en ozek aspekt povedala. Se pravi, barrier to entry je nižji in zaradi tega imaš lahko več manjših igralcev in to povzroči večjo decentraliziranost. Zdaj, mogoče moramo tle še povedati, da je to decentralizacija potrjevalcev, ne pa uporabnikov, pa ne pa razvijalcev. Tako da mi moramo na koncu dneva vse skupaj sešteti, pa tudi se moramo zavedati tveganj, če je sistem centraliziran, kaj se nam v najslabšem primeru lahko zgodi. Tako da, če gremo čez te primere v Bitcoinu, vidimo, da v bistvu ni tako strašen scenarij, oziroma bi bil zelo drag za tistega, ki bi to hotel izrabiti. Tako da iz tega vidika mogoče centralizacija, saj v tem smislu, a pa v teh številkah, v teh velikostnih razredih, a pa razlikah med Bitcoinom in Ethereumom, niti ni tako pomembna.
Bolj me zbode, mislim, ta dogodek, recimo, ki se je zgodil v zgodnjih fazah Ethereuma. Takrat sem se jaz tudi nekako srečal z njim, v bistvu prej kot z Bitcoinom. In se mi zdi, da je tudi dost ljudi, ki se zdaj spogleduje s to industrijo ali pa tem, kako bi rekel, marketom, ne, je da nekako mislijo tako čisto špekulativno. Aha, Bitcoin sem zamudil, kaj je zdaj naslednja manj znana stvar, pri kateri bom jaz zelo veliko zaslužil. Ja, to je pa špekulativno. Špekulativno je čist, ne. Sem hotel samo to izpostaviti in pridejo do Ethereuma, ne. Kje pa jaz vidim recimo razlike, ne, v tej zgodnjih fazah, kot sem omenil, je bil ta DAO, ne, incident pri Ethereumu. Ne. To je Decentralized Autonomous Organization, kjer je prišlo do, bom zelo poenostavil, prišlo je do neke napake s temi smart pogodbami in Ethereum Organization oziroma Ethereum Foundation je očitno imel takrat tako moč, da so v bistvu... Torej, nekdo je izrabil to napako, ne? In je v bistvu pobral vse Ethereume, ki so bili zaklenjeni v te... Ja, hotel sem zelo poenostaviti, da je bila sem neka... Ja, ampak prav. Nekdo je imel zelo veliko finančno korist, ne? Pač Ethereum fundacija pa zelo veliko denarja izgubila. Tako. In kaj so oni naredili, kaj so sposobni bili narediti, ne? So v bistvu izbrisali to iz zgodovine blockchaina. Se pravi, to se ni zgodilo. Se pravi, naredili so hard fork. Ne? In jaz mislim, da taka stvar pri Bitcoinu ni možna, ne? In to meni... Se je zgodila tudi že. Aha. Ja, mislim, zdaj ne vem konkretnega primera, ne, ampak pač v začetnih fazah pač je bil Bitcoin tudi mal, je pač imel napake. No, no in pač, ko se je skupnost usedla pa pogledala, kaj se je zares zgodilo, so se vsi strinjali, v redu, dajmo zdaj vsi mi naše te Bitcoin kore zavrteti malo nazaj, oziroma dajmo spustiti iz blok. A to misliš tisto v prvem letu, kaj se je zgodilo? Ja, po letu, kaj so to še naredil hard fork? Pa mislim, da je bil še 2013 nek incident, kjer je, če se ne motim, je en miner si preveč nakazal se pravi, te nagrade. Ne? Coinbase, ja. Ja, in je šlo to kar čez zaradi pač napake v omrežju. Pač so to vsa vozlišča so to potrdila, da je to v redu, čeprav bi mogla zavrniti. Neko tako stvar so potem nazaj dali. No. Okay. Pa sem popravljen, no? To, kar sem rekel, da se ni zgodilo. Ne? Ampak tako generalno se mi zdi, še vedno stoji argument, da ta fundacija, pa recimo njen ustanovitelj, ne, da vseeno mal diši to na, ne toliko na decentraliziranost. No. Zdaj, če lahko nekdo kar eno stvar popravi, ne, se pravi, ima neko moč, jaz bi to rekel, da je to malo centraliziran. Ne. Mislim, to je podobno kot inflacija. Ne. Se on je dober hotel. Ne, se pravim. Verjetno je bilo prav, da so takrat to naredili, ker so sredstva rešili. Ne. Ampak jaz, kjer držim svoja sredstva kot zelo šur, hranilec vrednosti in noben drug mi ne more vzeti, ker imam to spravljen v svoji glavi, a ne, so mi take stvari zelo pomembne. Ne. Ja, samo oni so tebe rešili v tem primeru. Kdo? Ja, to se pravi, Ethereum fundacija, to se pravi, tisti napadalec ni ukradel samo sredstev v Ethereum fundacijo, ampak tudi uporabnikov. Ampak to mi je dokazalo, da imajo oni moč to narediti. Ja. In to se mi zdi pomembno, ne, da če govorimo o decentralizaciji, ne, pomeni, da tudi pri slabih stvareh, ne, jaz mislim, da v naslednjih 5-10 letih bo veliko ljudi izgubilo svoje private kije. A bomo zdaj vsakmu pomagali? Dober argument. Ja. A veš, ne moreš, ne, to je pol isto kot viza, ne. Ja, mislim, mogoče je tle še zelo pomemben, kaj se je zgodilo potem, ko so oni pozabili te bloke. Je pač originalno omrežje, se je najdla skupina ljudi, ki je še zmeraj nadaljevala to. Ki se ni strinjala s tem. Ker pomeni, da če bi zdaj držala ta teza, da decentraliziranost pa to, da se ne sme spreminjati, to ljudje hočemo, bi mogli večina ljudi iti v tisto omrežje. Ja, ampak niso šli. Ja. Tako da tukaj pa je potem razlika. Večina ljudi je zdaj na vizi. Nisi nič naredil, hočem reči. Ne, nočem zdaj vize reči. Pač, Ethereum pa Ethereum Classic. Ta hard fork se je zgodil takrat. Ljudje so glasovali. Ne?
Mislim, glasovali, pač ti si se odločil, si bolj na koncu glasoval. Ne, mislim tako, glasoval si za svojimi akcijami. Ne? Tako, ne. Ampak tukaj je razlika med Bitcoinom in med Ethereumom. Pač Bitcoin je tudi potem, ko so se uporabniki odločali, so se odločali zelo konzervativno, pa lej, tako, kot je, ne, nič nimamo odpustkov, ne. Medtem, ko Ethereum skupnost se je v bistvu skupaj odločila, dajmo tukaj pogledati, čez prste gremo naprej. Ne, samo hočem to povedati, da ni toliko drugače od vize, recimo. Ne? Jaz rečem, nekdo mi je ukradel kreditno kartico, Viza, mi lahko pomagaš? Ni se zgodil, bomo vse to popravili. Zakaj pa sploh rabiš spremembo sistema? Saj to imaš že. No, tako malo provociram, ne mislim toliko ekstremno, no, ampak odgovor recimo na vso to, ne, Bitcoin je pač iz tega vidika drugačen. Ne, ne moreš tako reči, da je ena slaba lastnost Bitcoina, ne, da ti ga recimo nekdo res ukrade, pa ti to osebo najdeš, ona ga je že zapravila, pa jo sodno preganjaš in Bitcoina je samo 21 milijonov in ne moreš dobiti več teh Bitcoinov, mislim, kako boš potem? Ne, zdaj, tukaj se moraš odločiti, ne? Ne, sej sodni sistem bi mogel to, da bi mogel pač izterjati protivrednost teh bitcoinov. Z drugimi sredstvi, ki jih tista oseba ima. Se verjetno to bo še vedno obstajalo. Sej ti boš lahko rekel, en mi je dejansko ukradel moje bitcoine, dokažeš in on te je oškodoval na nek način. Ne? Tako da bo on mogel z drugimi stvarmi to poplačati. Verjetno to bi. Ampak da bi pa mi delali on-chain to. To se mi pa ne zdi dobra ideja. Ne? Se strinjam. Ker nismo nič naredili pol. Tako da, a bi tukaj kaj še o Ethereumu nasplošno povedali? Vajno mnenje? Mislim, jaz načeloma... Kot projektu, ne. jaz nisem toliko proti Ethereumu, ne. Jaz tudi nisem proti, no. Pač meni se zdi to super... Se mi zdi pomembna ta razlika. Meni se zdi to super skupina, ki pač raziskuje blockchain, ne. Pač jaz zmer pozdravljam raziskovanje pač novih tehnologij in pač Vitalik je tukaj res naredil korak naprej, kjer je pač dejansko računalnik dal blockchain. Zdaj, a ima to smisel ali nima, ne vem. Ne. Zdaj, s čim se pa pač ful ne strinjam, je pa to, da Ether ne, ima neko monetarno vrednost. Ne. Se pravi, Etheri so vredni zaradi tega, ker ljudje Ether dojemajo kot denar. Pač, to se mi pa pač ne zdi tako smiselno, pač meni je Ethereum fundacija pač super firma, ki pač super dela, lahko da bojo kdaj najdel nek poslovni model, ki bo pač zelo veliko prihodkov generiral, ne, in če hočeš biti udeležen v tem, jaz mislim, da je najboljši način, da kupiš Ethere, ne, ampak to je pa to, ne moramo se pa pogovarjati o neki monetarni dobrini tukaj, po mojem mnenju. No. Koliko pa je Etherov? A kdo ve? 200 milijonov? A vemo, ne vemo, da je fiksno to, ne? To je dodaten problem mogoče. Pa tudi tehničen problem je, ker ne moreš prešteti vsega. Zdaj, na Bitcoin Twitterju je bilo ne pol leta, pa en let nazaj, je bilo zelo smešno stanje, ker je Pierre Rochard, en velikih zagovornikov Bitcoina, provociral Ethereum skupnost, naj izračunajo, koliko Etherov je v obtoku in noben ni mogel tega narediti. No in potem so neke skripte pisali, kako bi to računali in ker je največji problem, da ti tega popolnega vozlišča, ne, to, kar je Bitcoin Core, ne, in kar lahko tudi na Raspberry Piu, ne, nekem zelo poceni računalniku poženeš, ne, tega za Ethereum ne moreš narediti, kar je pa zelo slabo. Ne. Pa full node od Ethereuma. Ne? No, to je točno to. No. Ne moreš tega pognati na recimo ta nov trap 32 oziroma več gigabajtov rama. Ne. Mislim, zelo malo imaš računalnikov, tukaj malo ta decentraliziranost mi spet pade v vodo. Tako da tukaj pa decentraliziranost uporabnikov. Ne. Recimo Ethereum, kako se uporablja v večini primerov, ne, se uporablja prek nekega serverja, neke storitve, ki vse te transakcije pač handla. Torej, če ti želiš poslati transakcijo v mreže, jo tisto popolno vozlišče odda v mreže, ne, kar pomeni, da nekaj časa nazaj se je zgodilo, da je ta infrastruktura pač ugasnila. In je pač pol Ethereum omrežja, vsi, ki so delali čez tega ponudnika dostopa do omrežja, je pač tiste storitve niso delali na Ethereumu, dokler oni niso prišli nazaj gor. In to je problem. Ne? In to bi mogli mogoče še bolj o Bitcoinu povedati, ne? Pač, da če to popolno vozlišče sam pač poganjaš na svojemu računalniku,
imaš sam dostop do omrežja, ne rabiš nobenega drugega. Ne. Pač ti temu programu rečeš, evo, jaz bom zdaj oddal to transakcijo, ne, in ta program jo razpošljem med njegove prijatelje. Ne. In ti jo dobiš nazaj, vidiš v bistvu. Ne, pač pa je pa v bloku. Ne. Ja, to pa lahko preveriš tudi čez drugo vozlišče. Ne. Ampak direktno lahko tudi, no? To samo to bomo. Ja, tudi direktno, seveda. Ampak point je, ne, da je v bistvu ta tvoja zasebnost tudi malo, pseudo-anonimnost malo varovana, ker pač noben ne ve, kje je prišla ta transakcija noter, ne, tako da se ne more povezati lastnika teh kovancev, recimo, ne, medtem ko pri Ethereumu, to, kar smo zdaj povedali, je problem, ne, pač če je en centraliziran ponudnik dostopa do omrežja, ne, on ve vse naslove, od koga so, iz katerega IP-ja so prišli, ne, in ne, to tudi ni dobro, ne.